Se slišimo drugače, mislim? Slišimo. Okay. Zdaj, ja, jaz sem Ivan Jurgec, da pač par minut povem nekaj o sebi. Dejansko, tako kot je rekel Marko, 30 let je bilo policije za mano, pa še par mesecev, ko sem se odločil, da prekinem. Dobro, neko zelo lepo obdobje, neko zelo dolgo obdobje izkušenj, najrazličnih zadev, ki sem jih doživel, preživel, obravnaval, videl, slišal. Tako da imam kar nek vid na ono stran, na drugo stran zakona, bi rekel temu, ker se dogajajo ta dejanja, ki v večini niso prijetna za večino ljudi. Ampak ja, to je sestavni del našega poklica oziroma poklica policista. Kljub temu, da nisem več policist, še vedno smatram, moja nekako duša je še vedno na tisti strani, ko bom s srcem bil še vedno policist in bom pomagal ljudem na tak in drugačen način. Zato sem tudi nekako prešel, ko bi temu rekel, na to stran, da lahko z mojimi nasveti, bom rekel tako, ustanovil sem društvo Bodi varen in zdrav v Sloveniji, tako je naziv društva, oziroma klub. Bom rekel, zdaj zakaj varen in zdrav, ker se mi zdi, da so to zelo pomembne vrednoti, varnost in pa zdravje. Mogoče, bom rekel tako, ljudje celo več dajo zadnje čase na zdravje, kot pa na varnost. Zato sem sigurno prepričan, ker vidim pri ljudeh, da varnost jim je na vseh področjih, ali to na internetu, ali pa tudi osebna varnost, ali pa varnost svojega doma, hiše, stanovanja, karkoli, je drugačnega oziroma drugotnega pomena. Tako da ne daje toliko poudarka na to. Je pa zelo, zelo pomembna stvar, ker definitivno vsi dogodki, ki se tičejo varnosti, tako ali drugače, so neposredno tudi povezani z zdravjem. Ker vse, bom rekel tako, vsi dogodki, ki jih doživimo, pa naj si bo to zloraba ali pa prevara ali pa vlom ali pa tatvina ali pa nasilje v tem kontekstu, so povezani z zdravjem, predvsem pa z stresnimi dogodki, stresom v življenju. Vemo pa, da stres je kar ena od takih pomembnih zadev, ki načenja zdravje večine ljudi, tudi moje v preteklosti. Zdaj ne bom več toliko govoril o sebi, mogoče, če lahko preberete več o meni na moji spletni strani ivanjurgec.com, pa je tam več zapisano, pa tudi povezava na društveno oziroma klubsko stran. Tako da, če si želite karkoli več prebrati na to temo, je dobrodošli na spletni strani. Ker sem pa, bom rekel tako, še moram povedati o sebi, preden bom skočil čisto na te spletne prevare, ker je stres zelo pomemben, pač moram tu nekako vam, bom rekel, priporočiti mojo knjigo. Bom rekel, tudi 2 knjigi sem napisal. Ta ena je Stres odjebi in pa ena je pa moja osebna zgodba policista. Zdaj lahko jih vidite tam zadaj na polici gor. Mislim, da so vredne branja, dobijo se v vseh knjižnicah, lahko pa se tudi seveda kupijo. Tako da, kolikor vas zanima, mislim, da je zanimivo in pa koristno branje. Zdaj pa, ja, spletne prevare. Zdaj, res za spletnimi prevarami sem se jaz kar dosti let ukvarjal, takšnimi in drugačnimi. In najrazličnejše primere sem doživel, se pogovarjal z ljudmi in so,
bom rekel, ni prijetna zadeva, če za človeka, ki doživi to prevaro, ne? Ker dejansko nekateri v to prevaro so lahko vpeti tudi po več mesecev, tudi let, ker se gre za različna tudi lahko izseljevanja, ne? To je tista kar dost taka problematična zadeva, kot je Marko rekel, nekako zaplete z neko dobesedno kriminalnimi združbami na drugi strani, ne. Dejstvo je, da je ogromno teh enostranskih oziroma ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo, je pa dosti kriminalnih združb vse posod po svetu, ki se s tem ukvarjajo. Tako da res je treba biti previden na tem internetu. Vemo pa, da iz dneva v dan nas ta čas nekako bolj peljuje v ta internet, da smo nekako odvisni od interneta. Pa tako bi rekel, internet kot tak se meni osebno zdi zelo koristen. In na njem lahko dobiš neverjetno koristnih informacij, ki nam lahko koristijo, resnično. Res pa je, pa po drugi strani je pa zelo nevaren. Nevaren je lahko za nas, še bolj nevaren se mi pa zdi za naše otroke, ne. Ker za naše otroke, mlajše, pa te mlade, bi rekel, no, je pa za njimi je pa kar ena dobro organizirana skupina ljudi, ki preži na njih, no. In oni se mi zdijo ena taka zelo, kako bi temu rekel, skupina, ki zna že zdaj, ne, se to ni zdaj samo, to se že dogaja kar nekaj cajta, ampak vedno bolj bo to vpeto, ne. Ne morem mimo tega, da ne omenim tega najbolj perečih zadev, ki se tičejo otrok in mladostnikov, to so kakšne spolne izseljevanja, spolne zlorabe, prek interneta govorim, in pa najhujša stvar okoli pedofilije, o kateri se vedno premalo govori in je tega ogromno prisotnega na internetu. In to je, lahko vam povem, resnično prisotno, nenormalno. Čeprav se o tem ne govori in se noče govoriti, ljudje si nočemo priznati, da je dejansko tega too much. Če bi vam povedal marsikake stvari, kaj je to, še sam nisem verjel, ko sem doživljal na kakšnih izobraževanjih kakšne informacije, kaj je za tem. Zavedajte se, da je to dobro organizirana kriminalna združba. In vsakdo, ki daje, tudi jaz sem v preteklosti kakšno slikco svoje vnukice pa otroka dal gor, vse to je že v nekem kontekstu v rokah njih. Ker zapomnite si nekaj, ne? Vsaka slikca, ki jo date otroka gor, oziroma kdorkoli jo da, to je prva faza v tej smeri pedofilije, ki si oni zbirajo slike, da se grejo po levelih. Prvo so zbiratelji slik normalnih, potem pa vedno hujše in da ne govorim še kaj hujšega. Tako da, moramo biti previdni pri tej stvari. Svoje slike, objavljamo, če že pač potrebno, ne. Ampak poskušamo pa se izogibati objave slik otrok, mlajših, še posebno kakšnih morja, kopališč, kaj takega, prosim, resnično. Sicer mogoče sem vas zdaj malo zamoril, ampak poglejte, to je dejanska problematika na svetovnem nivoju, o kateri ljudje nočemo govoriti. Nočemo, dobesedno nočemo. Nihče noče govoriti o tem. Ne ljudje, ne mediji, ne države. Čeprav so napredki, ne morem reči, da niso. So napredki. Ampak tega je ogromno. Zdaj pa bi prišel še na ostalo, ne. Zdaj, najbolj pogoste stvari, ki se dogajajo, da so pač ljudje nekako žrtve vseh teh stvari, so, recimo, bom rekel tako razdelal, nakupi prek spleta, ne.
potem pa ta socialna omrežja, in pa če še rečem, mogoče en fokus teh kriminalnih združb je usmerjen v podjetnike oziroma podjetja s temi direktorskimi prevarami, ne. Zdaj, nakupi na spletu, to je tako, mogoče prvo priporočilo, ki bi vam dal, je, če kupujete po internetu, pa če uporabljate internet za nakupe, da si je potrebno obvezno nabaviti predplačniško kartico. To pa zato, ker če uporabljate recimo to Mastercard kartico, recimo predplačniško Mastercard pa Visa, se ni važno, ali pa kakšno drugo, no, saj so še kakšne druge tudi v igri. Ampak to je nekako prva stvar, ker na to predplačniško kartico si lahko pač naložite samo toliko denarja, ki ga boste mogoče uporabili pri kakšnem nakupu. Dan si lahko točno limitirate, plus tega si lahko, mislim, da že kar skoraj pri večini, si postavite neke limite, koliko bo dnevnega, koliko bo spletnega, koliko bo ono, in če bo tudi nakup preko Evropske unije in tako, to vse se že da pri teh stvareh limitirati, ne. In to je zelo dobra stvar. Zakaj to? Ker če gremo uporabiti neko Mastercard kartico, ki jo imamo na svoji banki, pa mogoče imamo kaj več denarja gor in dostikrat se zgodi, da nimamo teh limitov postavljenih, se hitro zgodi, da ob zlorabi, včasih niti ne vemo, kdaj je prišlo do zlorabe Mastercard kartice. Mislim, kako so prišli do naših zapisov na kartici, pa je pol bila zloraba. To se velikokrat sploh ne ve. Niti ljudje ne vejo. Ampak ponavadi je tako, da prije na neki phishing, pa neka stvar, da vam pač zlorabijo na neki strani. Zapis, pride do podatkov in vam ukradejo, se pravi, številko pa tisto 3-mestno kodo na koncu, ne, ki je pač pomembna, da se vpiše. Ampak zato je pa tudi zelo pomembno, na katerih spletnih straneh kupujete. Ni zato samo, da morate na teh največjih spletnih straneh kupovati, kot so, ali pa na preverjenih, lahko tudi na kakšnih novejših, ampak da preverite recimo ceno, da preverite, kdo stoji za tem, so kakšni podatki od podjetja, ali pa različne druge stvari so še lahko, kakšni kontakti. Je pa tako, da veliko teh spletnih strani se skozi noč naredi, ne. In pol, ker je to pač globalno, to ni samo na Slovenijo vezano, ne, to je globalni svet, vsi, je to, zdaj je narejena spletna stran, dan, dva, en teden deluje in pol se umakne. In ker danes je tako, spletno stran lahko daš ti zdaj gor, čez pol ure dol in ne bo nič ostalo, ne. Ni sledi, oziroma so sledi, ampak je potrebno za te stvari vedeti, kje, kaj, ne, ampak če bo samo eno urico gor, pa en teden, pa ono le, je zelo malo podatkov lahko dobi, če pride do goljufije oziroma prevare in če pač prijavite prevaro na policiji oziroma na pristojnem, recimo tudi na tožilstvu, ampak ponavadi na policiji. Jaz verjamem, da je bilo veliko goljufij prijavljenih, ampak še veliko jih sploh ni prijavljenih, ne, takšnih in drugačnih. In zaradi tega še število nikoli ne ve, ker ljudje, kaj pa vem, če ga ogoljufajo za 10, 15, 20 evrov, on se ne bo šel na policijo pa prijavljal te zadev, ker preveč časa porabi, tako pač razmišljanje, se ne bojo ga dobili, sem sam kriv in tako dalje in tako dalje, ne. Res je, da spletne prevare je kar malo težko preiskovati, ne, ker je ponavadi storilec na oni strani meja, ponavadi niti ne veš, kje, ne, ko kakšne podatke pridobiš, ali z kakšnimi maili, ko pogledaš pač ozadja, ali pa kakšne spletne strani s temi IP številkami, pač vidiš sploh usmeritev, kam naj bi se ta zadeva šla. Dostikrat je to čisto zmedeno, ker so v ozadju različne tehnike za brisanja stvari in so tudi
imaš eno IP stran iz Rusije, eno imaš iz Španije, eno imaš iz Afrike in ne veš, kam dejansko pelje. Ampak najbolj pomembna stvar pa je, kot vedno rad rečem, follow the money, ne? Se pravi, sledi denarju. Ne? Tista je ponovadi prava smer. Vse ostale stvari so tako, se lahko hitro nekimi načini hekanja pa z nekimi stvarmi zabrišejo. Ampak če pa sledimo denarju, tam pa lahko pridemo vsaj do države, do nekega mesta, do nekih stvari, ki nas morda lahko pripeljejo tudi do storilca, ampak dostikrat ne. Tudi če se upravlja na kakšno nakazila, na kakšno banko, to še ne pomeni, da se bojo lahko dobile kakšni podatki konkretni od storilca, kdo je pač ta denar dobil. Ker se dostikrat zgodi, da so kakšne bančni računi, ki so lahko dostikrat ustvarjeni tudi prek spleta, ker vemo, da že določene banke v svetu omogočajo spletne odprtje računov, pol dostava nekih podatkov, slik in ne vem, dokumentov, pol so to dokumenti, ki so lahko tudi ponareti v veliki meri, ne? In je to kar problem. In seveda, ko pride tudi oseba prevzeti denar, ne? Če pride v banko, ampak večinoma ne pride v banko, ne? Ker je tudi spet splet, ne? Samo prenakazila na druge transakcijske, je to kar otežena zadeva. Zato, kdorkoli je žrtev, bom rekel, čisto odkrito, je malo verjetno, da dobi denar nazaj. Seveda, zdaj, če je zlorabljena Mastercard kartica, bom rekel, velika večina ljudi strani bank, zdaj, to je spet tako, zdaj pa spet, če imaš predplačniško kartico in da prije do zlorabe, si sam odgovoren, tam ti banka ne bo dala. Ne? Če imaš bančno, tam pa je tako, da boš najverjetneje dobil nazaj ta denar. Najverjetneje. So bili tudi primeri, da ne, ampak obstaja velika verjetnost, da dobiš denar povrjen. Ker oni pol terjajo naprej, pa pol banke, ampak ni pa 100%. Tako da pazite treba na bančne podatke, ker pa tudi na katere spletne strani zahajamo. Zdaj, če dobiste kakšne maile, čudne, ne klikati vse poprek, ne, ker v ozadju je lahko glih, tako bi rekel, phishing, ne, temu se reče, da vas nekako ujamejo na trik in kliknete na kakšno povezavo, povezava se odpelje na kakšno spletno stran, v tem času oni lahko na vaš računalnik tudi kakšen zlonamerni programček naložijo, pa karkoli, vse se danes dogaja, lahko prevzamejo vaše podatke, mislim, vse je možno, danes internet pa te stvari omogočajo neverjetne stvari. Jaz, ko sem tako malo raziskovalec, gor na internetu imaš, eni prav učijo, kako hekati, ne. In moram reči, da ko ti, malo se učim, ne, in kakšne podatke lahko dobiš od različnih stvari, nekaj novega zame, spet evo, nekaj novega in neverjetne stvari, kako enostavno, samo slediš navodilom in lahko dobiš neverjetne stvari od marsičesa, ne. Ampak ne učijo ti gor, da bi to zlonamerno delali, ampak pokažejo možnosti, ne. Zdaj pa seveda od človeka odvisno, koliko kdo zlorabi, ne. Meni to pomaga v tem izobraževalnem nivoju, da se pač učim, kaj vse je možno. Internet pa računalništvo pa omogoča neverjetne stvari. Zdaj pa eno je tudi nekaj pravilo na tam, glavno, če nekaj ne veste, če nekaj ne razumete, ne klikati. Če se vam karkoli prikaže in če tega ne veste, kaj pomeni, če ne veste, kaj sploh je to, ne poznate osebe, ne klikati. Ker en klik vas lahko kar marsikaj stane. Mogoče niti ne bo takoj, ampak nadaljevanje. Zdaj vem, da zdaj recimo te dneve je popularno po tej Facebooku vas označijo v neki skupini in se pol vam po Messengerju pošljejo, ne. Tega, če bi kliknil in bi tam šel, bi avtomatično meni
isto naredilo in to je neka verižna reakcija, s katero lahko pridejo tudi do dostopa do računalnika, tudi do dostopa podatkov, do vsega, ne. Virusi so danes aktualna zadeva, tako kot ti virusi v tem našem svetu, ne, so tam še bolj prisotni virusi, ne. Še posebno, če imate omrežje oziroma operacijski sistem Windows, ne, tam je, ja, mislim, da na tavžente virusov, kaj pa vem, razumeš, ne na tavžente, na milijone, bi rekel temu, ne. Zato sem tudi jaz eden tem prišel na Linux in mogoče, če bi želeli bolj varno okolje, pa tudi, bom rekel, stabilno okolje, je Linux sigurno ena od dobrih stvari, zelo, zelo enostavna, z vsemi možnimi variantami, brezplačno, varno, skoraj brez virusov, in zelo, bom rekel, res, jaz ga imam, ne vem, zdaj ga mislim, da tretji mesec uporabljam, niti malo težavic, kar se tiče tem. Prej sem imel pa non-stop kaj. Res je, da je samo zaščita tudi, da ne vsega klikaš, da ne obiskuješ vsega tega, to je zelo pomembno, ne. Dobro, Linux je eno, se še pol še najbolj varen operacijski sistem naj bi bil, da sem ga pozabil, to je rekel ta Snowden, mogoče če veste, kdo je, ne, ga priporočal in en dan ga bom testiral tudi, ne, ampak mu verjamem, ne, ker vemo, kje je delal, če ga kdo ve za njega, tako da najverjetneje ve, kaj govori. Tako da tudi operacijski sistem je pomemben. Zdaj, če imate Windowse, pač je treba imeti antivirusne programe gor, antivirusne programe, ki jih je treba posodabljati, ki jih je treba kupiti, ki jih je treba vse, ne. Pa ne samo viruse, tudi imamo pol še drugačne, malware, pa mislim, tam je kar precej, je potrebno dobro zaščititi računalnik, za Windowse govorim, ne. Tako da bi vam priporočil, da pač morda, meni ni žal, razmislite o tem, samo malo spremembe, to bom rekel, tako kot neko spremembo v življenju, narediš, je to malo sprememba v tem in ko se navadiš, je vse okej, sploh ne čutiš več te probleme, življenje gre naprej z bolj stabilnim programom, pa manj virusi, ampak internet je še pa vedno isto, ne, tako da tu ni, da bi zdaj bilo pa manj prevar, internet še pa vedno isto obstaja. Kot sem rekel, se pravi, ena od teh stvari, ki se tičejo prevar, so spletni nakupi. Bilo kje, saj ni važno. Zdaj, ali je to na Amazonu, ali je to na kakih kitajskih, ali je to na kakih ameriških, ali je to v evropskih, ali je to v končni fazi na slovenskih, recimo Bolha, se zgodi, večkrat se je zgodilo, da so kateri kupili kakšno stvar, pa so pol dobili, tako kot je Marko rekel, nekaj prazno škatlo domov, ne. Ja, tudi to se zgodi, rado se dogaja, tako da vemo, da danes prek interneta se vse živo kupuje, traktorje, avte, mislim, nikaj ni, tako da in so že tudi kupovali od traktorjev, avtov, buldožerjev in so ostali brez tega, ne, tako da brez, to se ni šlo za, to bolj bom rekel, to se gre za kmete, recimo traktorje, pa podjetniki so pa kupovali to buldožerje, ne. Ampak ostali so brez, 50 000 evrov recimo, adijo, pa je šlo adijo. Vsaj, kljub temu, da sem preiskoval zadevo, ne pomnim, da smo preiskali, ker se pravi, ko se tiče Slovenije, tu lahko je naša roka pravice, bi rekel temu, kar dokaj hitra, dobra, povezanostjo pa tole, ampak kak pa greš preko meja, pa od vsake države do vsake države je zakonodaja drugačna in težje dobivaš za podatke, tako da kak pristopi te meje je adijo, ker recimo Angleži izpod 5000 evrov sploh ne mignejo s prstom, oni sploh se ne ukvarjajo s tem, če ni 5000 evrov, oni bolj, da nič te ne vprašaš, ker ne dobiš nič. Tako da, to je to.
Zato pa tudi ljudje ne prijavljajo stvari, ne. Facebook, ja. Facebook je pač, se ni samo Facebook, ampak je Facebook je recimo ena od najbolj takih popularnih socialnih omrežij. To so še druga, ne, saj vemo, da imamo Twitterje, pa imamo, ne vem, kake vse žive stvari. Mislim, da enkrat sem bral, da je prek 1000 nekih socialnih omrežij, tako da ta socialna omrežja se vsak dan ustanavljajo, ampak Facebook pač ima največ uporabnikov, ne, in mislim, da 70–80% Slovencev je tudi na Facebooku. In tu pride pa kar precej različnih goljufic. Najbolj take popularne so, bi rekel, če se tak izrazim, malo ljubezenska izsiljevalska dogodivščine. Se pravi, bom rekel, jaz sem kar precej teh obravnaval, ampak ponavadi, mislim, da v 99% so bili oškodovanci moški in osumljenec domnevno ženska, ne. Ampak v to ne maram verjeti, da je bila ženska, ker je sam za sliko bila ženska, pa kontakt, pa pogovori, ne. Res je to zelo popularna zadeva in dosti dela na to, da pač navežejo prijateljstvo, kao stik, in potem malo časa neki besedni kontakt oziroma komunikacija, na kar preidemo na kakšne slikce, take in drugačne, in potem Bog ne daj, da dejansko kakšno intimno slikco damo, te smo pa gotovi, bom rekel tako po domače. To nas pa začnejo izsiljevati in da bojo to poslali vsem prijateljem, ono, drugo, tretjo, in ogromno tako, bom rekel, ljudi se je kar nekaj denarja plačevalo, ne. Nekateri niso, nekateri pa so tudi plačevali. Prvo te izsilijo za 1000 evrov, recimo, pa na koncu pristane tudi na manj, ne, samo da dobijo nekaj. Tako da, to je zelo popularna zadeva. Tako da, mislim pa, da vajeti, če rekem tako, vajeti grejo za take stvari, kar predvsem v neko afriško državo, kao Nigerijo. Ta je zelo popularna, vem, da pred leti, vem, da je bilo tako, da mislim, da se eno oddajo gledal v tem raziskovanju. Tam je recimo, tako da bi rekel, stolpnica 15-nastropna. To ima eden podjetnik kvazi, ne, in vsako nastropje je predvideno za posamezno državo, recimo, ne vem, prvo nastropje za Slovenijo, drugo za Hrvaško in tako, in tam so pisarne in vsaki pisarni računalnik in oni sam pišejo po celem svetu. To je njihova edina naloga in pol na ta način dobijo žrtve, denar, ta se nakazuje in pol ta podjetnik, ne, on pa potegne pol večino denarja. Ampak dobro, da ne samo v Nigeriji rekel, vse to je še kaj dosti kje druge, ampak ena taka Nigerija je pač že vemo, 20 let nazaj, pa mogoče malo manj, ta nigerijske prevare, ki so bile, pa pisma, pa tako, ne. Tam mislim, da je kar dosti na tem, da so zelo revni, pa pač so se pač tega spomnili, ne, nekako že davnega leta in mislim, da to tradicijo kar nadaljujejo, ne. Zdaj, ena od teh dosti takih pogostih je tudi zloraba osebnih podatkov, se pravi, da kakšne fake profile kdo ustvari na internetu. Zdaj, to je tako, da, zdaj, tako bom rekel, dosti krat se to zgodi, da pride med partnerji ali pa v nekem konfliktu do nekoga, da ko se dva skregata, nekdo ustvari nek profil in pol na ta profil veže neke take bolj intimne ali pa kakšne slikce in pol je to neki, pa to pol deli, ne, in kakšne oglase daje, pa take fore, bi rekel, no. Tako da, ja, za ljudi je kar neprijetno, ne, ko vidijo kakšne mogoče slikce, ki so bile namenjene takratnemu intimnemu življenju, pa na nekem
na nekem profilu, ki je pač tam. Vedeti pa morate tudi, ne, da Facebook, tako kot je velik, pa tako kot ima vse skup, od njega zelo težko dobiš kakšne podatke, ne. Razen to, kar je super, pa to, kar mora biti, ne, ko se gre za kakšno spolno nasilje, pedofilijo, pa te stvari, pa kakšne bolj z orožjem, pa z kakšnimi drugimi hujšimi kaznivimi dejanji, tam dobiš. Vse ostalo, take goljufice, prevarice, izsiljevanja, tu ni nekih možnosti za pridobivanje podatkov prek Facebooka. Mislim, smo čist zapečateni, bi rekel temu, ne. Zdaj, tako bom rekel, ena od teh stvari, tako sem že prej rekel, je za podjetnika, to je tudi za Majko, za tebe, ne, da imaš kliknil na kako prevaro. Ampak res dosti podjetnikov se je ulovilo, ampak zdaj je recimo neko zatišje, ampak tu pa tam neko obdobje je bilo, ker je bil ful navalna slovenska podjetja s tem direktorskimi prevarami, se pravi mail z neko vsebino in pol vse lepo napisano in pol so mogli opraviti neki transfer denarja na nek naslov oziroma na nek bančni račun v tujini. Veliko podjetnikov se je kar ujelo, ne, pa so kar nakazovali kar lepe cifre denarja, ne. Ampak dobro, tu spet, tako kot sem rekel, tam imaš neko številko bančnega računa, ponavadi to je neka sled, ampak kot sem rekel, ne, dostikrat nas ta sled ne pripelje glih do nekih oseb. Ampak dobro, pol mislim, da v nadaljevanju, ko mi zadeve predamo tožilstvu, pa tam se mi zdi, da ipak te podatki grejo v neko mednarodno omrežje, ki zbirajo te podatke, pa upam, da naredijo v tej smeri karkoli koristnega. No, zdaj sam nisem bil o tem obveščen še nič kaj, da bi na podlagi tega bilo, ampak upam in želim si, da vse nekdo zbira te podatke, ne, pa da naredi na tej sferi kaj. Zdaj, ena od teh stvari, ki je zdaj recimo kar ta aktualna, pa je tudi je bila leta 2017-2018, je recimo ta kripto manija, bi rekel temu, tudi, to pa sem opazil že na teh, na YouTubeu, ki recimo pač ljudje, ki pač bom rekel, imajo neke kriptovalute ali pa spremljajo te zadeve ali pa se želijo v to nekako peljati, so na YouTubeu delijo, zgleda kot video v živo, kjer predstavijo recimo ene znane ustanovitelje, recimo bom rekel Ethereum ali pa Cardana in tam imaš neki intervju, pol pa dajo foro kao, da če ti njim pošlješ en Ethereum, recimo ti oni pošljajo 2 Ethereuma nazaj, ne, in pol neki naslov tam. To dejansko se tudi hitro lahko zgodi, da ne, iz tega pohlepa, ne, bi človek rekel, dober biznis, ne, pa mu pošlješ, če že imaš recimo, ne, Ethereum pa Cardano ali pa kakšno drugo valuto, ne, ki so bolj aktualne in ponavadi ne dobiš nič nazaj, ne, ker oni na strani samo vzamejo in, ampak to je dejansko tako dobro narediti, da, evo, bom rekel, pred 3 meseci, 4, tako sem rekel, evo, jaz sem verjel v tisto zadevo, ker sem enkrat preteklo se nekaj gledal in dok nisem nekako prišel do tega, da evo, čista, ko izgleda kot da je v živo, ne, in pol to predvajajo. Saj to je samo tisto urco, 2 urci možno, pol pa ni več, ker dostikrat YouTube ugotovi. Ampak to je zelo popularna zadeva za te kripto, bi rekel, ki se s tem ukvarjajo pa vlagajo, ne, in pol je še ta zadeva lahko bolj aktualna. Ker dejansko le izgubijo tisto, kar so mogoče vložili, pa še tisto le izgubijo zaradi pohlepa, ne. Pohlep je pač ta zadeva. Dok pa še, bom rekel, te razne naložbene prevare, tudi, ko so gor kar precej spletnih strani je gore, ko recimo vložiš v nek projekt, ne vem, toliko in toliko, ponavadi se začne kakšen 100 evrčkov, to za mogoče za večino ni neki taki, če hoče zaslužiti, bom rekel, ne, seveda, ne, kdo pa ne bi, ne. In potem
počasi se ta zadeva stopnjuje, da pol prije do kar ogromnih vlaganj denarja. Vem, da sem obravnaval tudi za 20-30 tisoč evrov vlaganja. Seveda tam na oni strani je ta mašina, ko gledaš iste številke, to nenormalno ti prenaša vsaki dan, ne? In prije do velikih cifer, ko pa hočeš ti kakšen delček dvigniti, ne, te pa ugotoviš, da si ga nasankal, ne, da ni to nič. Ne. Ampak tega je tudi dosti, ker ljudje bi pač, ljudje bi radi zaslužili na hitro. Ne. Mislim, da tega ni, ne, tega recepta, da bi na hitro zaslužil, razen če loto dobiš, ne. Ampak tam ponovadi tudi hitro zgubiš. Ne, Marko. Zato vedno je tako, jaz pravim, zato i za prevare je treba pridobivati znanje, se izobraževati in po mojem, sicer znanje dobiš tudi tako, da se pač nasankaš, ne, tako sem se jaz večkrat, zato sem tudi dobil marsikako znanje, izkušnje, večkrat se tudi kam vpišem, večkrat tudi kako plačam tam, da grem na ono stran, da malo raziščem, pač razkiram malo, ne, tako, ampak mogoče pa pol veliko več vem, kako deluje. Pač moraš na ta način pridobiti informacije. Ne, da bi zdaj nekaj velike denarja dajal, ne, ampak nekaj malega daš tam pač. To je za znanje, bi rekel temu. To je izobraževanje. To je to. Pa še samo recimo, če boste imeli kdaj, da bi vas prosil, da nakazujete, ne, v teh notrih, kakih nakazilih, na Western Union, pa MoneyGram, ne, to sta pač dve taki plačilni sredstvi, ponavadi, bom rekel, ne, sta v tem kontekstu nekih prevar, dostikrat so uporabljena, ne. Je pa sicer to normalno plačilno sredstvo, se da normalno nekomu na drugi strani sveta normalno nakazati denar, ni nič, visoke so sicer te, kaj so provizije, ne, ampak je to čist normalna stvarca, plačilna, tako da je to. Bodimo pazljivi, jaz pravim, pazljivi, rajši premisliti, ko klikniti ali pa kaj plačati, ker tistih nizke, ugodne cene te hitro lahko premamijo. Ne. Tako da, jaz bi imel toliko za enkrat, zdaj bom rekel tako, kdorkoli želi, oziroma če kdorkoli kdaj v kakšni dilemi za karkoli pri teh spletnih prevarah me lahko kontaktira, bom jaz preveril po mojem znanju, po mojem dal pač nasvet, ali je to ali ni to gratis, ne, to ni nobenega problema, ne. Ampak boljše tako, kot pa mogoče, da bi se nasankali, ker če danes, pa če trgovina bo tudi jutri, tako da, ampak kaj drugega, no. Tako da, to bi zaenkrat imel jaz da povedati, hvala ti, Marko, če pa je kakšno vprašanje, pa tudi rade volje odgovorim, če ima kdo kakšen konkretni primer, pa karkoli, tako da. Jaz najrajši na konkretnih primerih delam, ker takrat se lahko malo poglobiš, pa malo raziščeš, pa malo bolj, ko pa tako, to so bolj splošne zadeve, ne. Biti previden, v glavnem, no, pa paziti na svoj denar. Res je. Hvala, Ivan. Zdaj vprašanja bomo imeli čisto na koncu. Jaz bom zdaj še samo par primerov povedal, pa pokazal, kakšno e-pošto verjetno tudi vi dobivate, ker jo tudi sam dobivam, pa kje obstajajo mogoče potencialne stvari, malo bolj, kjer vas lahko na hitro zavedejo. Sicer je vse povezano s tem, kar je Ivan že povedal, ampak samo toliko, da boste videli, na kak način se lahko zgodi ta zadeva vsem nam. Dejstvo je, da se je tudi meni že zgodilo marsikaj, ne. Sicer ena izmed stvari, ki jo bi zdaj le predstavil, je, ko sem na začetku govoril, zakaj danes prihaja do tega. Poglejte, tole je e-mail, ki smo ga dobili iz ene izmed zavarovalnic, ki so seveda izkoristili eno izmed možnosti, da ko smo začeli lani registracijo avtomobila pa zavarovanja delati preko interneta oziroma preko e-maila, ne, vam bom zdaj le pokazal samo, kaj so napisali čisto na koncu. Ta mail sicer po mojem ne bi smel priti do mene, ampak je prišel.
ker se je agent zmotil. In tukaj čisto spodaj, ne, boste lahko videli, ne, da piše, prednost takšnega načina pošiljanja položnice je tudi v tem, da bomo tako pridobili e-mail dostop do strank, ki ga sedaj nimamo. Kako pomembno je e-mail dostop do strank, verjetno sedaj vsi dobro vidimo. Prav tako imate priložnostni izgovor, da stranke vprašate še za druga zavarovanja. To pomeni, ne, da so enostavno vsi, ki so nekako do tega trenutka prišli na račun te krize, ki se je zgodila pred letom dni, pa se traja, čim več do e-mailov in seveda so začeli zdaj tudi izkoriščati to, ne, da nas malo bolj bombardirajo z vsemi temi stvarmi in nas kontaktirajo z vsemi temi zadevami. Vse verjetno se je že marsikomu izmed nas tudi zgodilo, da nas je klical nekdo, pa je rekel, da dela za to in to zavarovalnico, pa če bi lahko prišel to pa to narediti, ne. Moj nasvet, ker se tudi ukvarjam bolj z finančnimi zadevami, pri tem je, da pač rečete, ok, lahko pokličem, ne, če vas že hočejo, da se dobite z njimi, da če ti lahko dajo neko kontaktno številko od podjetja, za katerega delajo, in boš ti na tistem podjetju potem preveril, če ta oseba res dela zanje, za to zavarovalnico, in seveda na podlagi tega lahko potem to osebo spustiš v hišo, recimo, ne. Tako da to je ena izmed stvari, na katero mogoče biti pozorni. Potem je tu ena izmed stvari, ki boste lahko videli v e-transfer, če ste ga kdaj uporabljali, ne. Verjetno ste ga že za prenos kakšnih videov, večjih ali pa slik, ne. In poglejte, tule sem dobil e-mail, da sem dobil nekaj in da si naj tule prenesem, download link. Ampak, če pogledamo tule zgoraj, v e-transfer team in boste pogledali to, tukaj le pa ni zdaj sem šel naprej, v domeni v e-transfer, ampak je neka druga, tehom.mk, verjetno za kako makedonsko firmo gre. Torej, je že možnost, da nas želijo pridobiti in če mi zdaj kliknemo na tale link, se bo verjetno, tako kot je Ivan prej povedal, na naš računalnik inštaliral kakšen trojanski konj, kakšen virus, ki nam bo en čas malce brskal po računalniku, gledal, kaj tipkamo, kakšna gesla, mogoče kako digitalno potrdilo dol vzel in kmalu se lahko znajdemo brez financ na našem računu. Potem je tu še en primer, PayPal. Vidite, PayPal, dobrodošli v PayPal, to e-poštno sporočilo vsebuje pomembne informacije za varnost vašega spletnega računa, potem pa tu piše what you need to do, ne, že v angleščini, in potem imaš tukaj, ne, s klikom na URL tukaj, dejansko, če bi tukaj le gor kliknili, ne, boste verjetno se povezali na katero stran, dali svoje podatke od PayPala in ne pridi pravi, imajo dostop do vašega PayPal računa. Bog ne daj, da je povezan z vašo Mastercard, Visa kartico ali pa bančnim računom, ker ste v sekundi brez vsega, kar ste imeli. Tako da zelo biti previdni, ker tukaj le piše sicer PayPal, če bi zdaj le tu šli gor klikniti, pa bi ugotovili, da ta račun ni od PayPala, ampak je od nekoga drugega. Poglejte, PayPal ima svoj mail, to je originalni. Imajo svoj mail, piše PayPal, paypal@paypal.com, imajo tudi svoj pravi logotip, pa tudi če tukaj jaz karkoli dobim od njih, da naj naredim, ne grem preko teh linkov, ampak grem raje direktno na spletno stran, ki jo imam shranjeno in preko tam delam. Skoraj nič ne klikam direktno preko teh linkov, razen res tistim, ki jim zaupam tu pri nas. Tu je še ena možnost za PayPala, vidite, gledajte, podpora PayPal in tukaj le vidite, da je to e-mail naslov od nekega dreamshop.com, pogledajte tale znak PayPal, če ga vidite tukaj, ali pa če še enkrat pogledamo tega originalnega tukaj, vidite razliko. Tako da na te detajle je mogoče fajn biti previden, in potem imate tu napisano v neki polomljeni slovenščini, brez šojev, čojev, posodobitev računa. Kakor hitro kliknete tukaj gor, gre na spletno stran, ki je skoraj ista, identična PayPalu, date svoje podatke in v trenutku ostanete brez denarja. Tako da je treba biti zelo previden. Tu je še en taki od PayPala, recimo, potem so tu spet PayPal nam je poslal denar, prišlo je iz nekega ePay.com,
zdravo Marko, dobili ste to pa to 22. februarja, vidite, to je čisto nova zadeva, da sem dobil $961,460. In kaj večina ljudi naredi? Adijo, si že brez denarja. Ne, da si dobil 961,000, če jih imaš na računu, si ostal brez njih. Potem je še ista podobna, vidite, ista zadeva, 961,460, pa že drugi, tiktokrush.com. Ne vem, odkot dobivajo te informacije, kje so dobili te naše maile. Zdaj, ena izmed stvari je, da je bilo vdreno pred časom v Garmin. Garmin je moral plačati ne vem kakšne zneske in tam so pridobili veliko število podatkov o e-mailih in pa vsem ostalem. Ampak dejansko potem uporabljajo to, ti ne pridi pravi. Potem pogledajte tule, Nova Ljubljanska banka, info@nlbinfo.com. Dober dan, vaše plačilo je bilo preklicano, kliknite spodnjo povezavo in izpolnite obrazec in spet kliknete na ta obrazec, vas pelje na neko stvar in spet lahko ostanete brez kakšnih podatkov. Bog ne daj dajati kakšnih gest ali pa česa tule gor, ko vas vpraša. Pol je tu recimo od banke Sparkasse recimo tudi prišlo, to so vse nove zadeve, skoraj pol leta nazaj, Vaše bančno nakazilo je preklicano, kliknite tukaj, da zaključite potrebne korake za vračilo, in vi vse te podatke lepo vnesete od vašega računa, vse to ali pa kartice in oni imajo podatke in pa dostop do vaših računov. Tako da res biti previdni, tudi A-banka je pošiljala, pa tudi Pošta Slovenije, mislim, da so bili hekerji na delu pri vseh bančnih institucijah in so poskušali. Tu vidite, spet piše, Unicredit banka, torej večino bank posodo dobite podatke o svojem računu, pa porkaduš, če pa nimam nobeni banki od tega račun, kak naj jaz to posodabljam, ampak nekdo ima, oni to pošljajo na milijone naslovov in nekdo pač ima tam pri njih neko zadevo in se vstraši, klikne tu gor, da podatke in adijo, money. Tole je recimo, ker imam siol.net na Siolu tudi en e-mail, piše, spoštovani uporabnik, to sporočilo vam je bilo poslano z obvestilom, da bo vaš račun kmalu zaprt, saj smo opazili, da je vaš račun drugje v Nigeriji. Smo že v Nigeriji, Če želite še naprej uporabljati ta račun, posodobite naše storitve. Če prezrete to sporočilo, bo ta račun izbrisan. In kaj naredimo? Kliknite za preverjanje, kliknemo gor in že imajo naše podatke, seveda zahtevajo neko geslo ali pa nekaj in mi jim seveda to damo v upanju, da smo to prišli, ampak če pogledamo, Telekom Slovenije ima siol.net račun, tukaj je pa e-mail prišel iz aizoba@hotmail.com. Tako da vedno je treba preveriti tu zgore, od koga mi to dobivamo. Potem je tu neka stvar in tu mislim, da je bilo iz Garmina ukraden podatek in tole so meni pošiljali, 19.11. vidite, 2020, po 5:51 je ta mail prišel, Steven Black, za mene, piše, da ima zame slabe novice, da je pred časom inštaliral na moj računalnik neko podgano oziroma Remote Admission Tools. Moje geslo je poznal MT8134 tadi, ki sem ga uporabljal ravno na Garminu in ravno isto na Garminu sem samo to geslo uporabljal in napisal mi je, da ima dostop do tega, kar sem na mojem računalniku delal, gledal, da ima neke čudne stvari, ki bi jih lahko nekomu poslal, in da mu naj na njegov e-wallet od bitcoinov nakažem $850 v bitcoini. In seveda, zdaj ljudje, ki imajo res kakšne skrivnosti ali pa kaj takega, bi se mogoče ustrašili, rekli, jebem ti, da naj v mene, ki zdaj kdo ki na internetu srečal pa videl, pa da sem jaz to res kaj gledal, takega čudnega, bo rejši plačal tehle $850 v bitcoinih in seveda blockchain tehnologiji je zelo težko slediti, ker je en del anonimne. Tako da ljudje to poskušajo, jaz sem mu samo nazaj napisal, fuck you, pa sem mu tole poslal, in potem je odnehal. Enostavno, če imaš kaj, imaš, če nimaš. Potem so tu recimo spletne strani, kjer je treba biti previden. Poglejte, metoda 78-letnice za €879 banke vodi v obup. Ljudje hitro zaslužijo, kliknejo, plačajo nekaj in so ob denar. Znebite se dolgov, kliknejo in so ob denar. Pijača, ki raztopi maščobo, kliknejo in so ob denar.
V glavnem, zelo previdni je treba biti, ker se ti oglasi na spletnih straneh od Slovenskih novic, žurnala in tako dalje. In tu vas hitro imajo, ker seveda vsak si želi, nekatera ženska si pa noče zdaj hujša 20 kil v 2 dnevih, bom jaz to kupila, naročila, pol pa te že imajo tvoje kartice, imajo tvoje podatke in vse drugo. Potem je recimo tule še ena stvar o zdravju, kako bo leta 2021 Nemčija pomagala Sloveniji pri učinkovitem zdravljenju bolečin v sklepih, zdaj lahko boleče sklepe obnovimo v manj kot 3 tednih, 6.3.2021. In tukaj piše, da dr. Dietmar Fuchs, uradni predstavnik Zveznega odbora za zdravstvo in socialno oskrbo. Jaz vam priporočam, če že dobite kakšen take informacijo ali kaj takega, da preverite, pač kopirate tale podatek, dr. Dietmar Fuchs, pišete v Google iskalnik in pogledate, če je to ista oseba. Ampak ta oseba tukaj, ki jo vidite na sliki, ni dr. Dietmar Fuchs, ampak je en zelo znani človek, ki ga jaz zelo dobro poznam, ki ga zadnje čase zelo dosti spremljam, ker je zelo vpet tudi v trenutno situacijo, ki jo imamo v svetu. In to je gospod, to ni za mene gospod, to je baraba, Klaus Schwab. Klaus Schwab, ki je predsednik in pa ustanovitelj World Economic Foruma, ki enostavno vodi tole agendo, tudi, ki se zdaj dogaja. Tako da, takoj, ko sem dobil tole od žlahtnice, da bi naročila, sem rekel, ček, tega gospoda pa jaz poznam in to ni dr. Fuchs, to je Klaus Schwab, in sem potem sliko pokazal, da to gre za eno drugo osebo. Potem so bile recimo neke spletne zadeve, tudi, tale Kuponlandija, nekaj takega, kjer recimo dobiš vinjeto z 55% popusta, za 55 evrov in potem jo želiš, plačati moraš neko članarino, da lahko potem to kupiš in potem želiš kupiti tole vinjeto. Vinjete so začasno razprodane, možnost ponovnega nakupa nikoli več, hvala lepa, ker tega pač ni. Ampak dobili so od vsakega recimo 10 evrov za članarino v tej spletni strani, pa če gledajte, napizdijo 100 000 Slovencov, imajo 1 milijonček. Potem je tu stvar, ki sem imel jaz izkušnjo, sicer sem potem tole uro vrnil, super pametna ura, ki jo dobite iz Kitajske. Gre za uro, ki je vredna 128 evrov, samo danes jo imate za 28 evrov. Poglejmo, kaj vse dela, vidite, vse te funkcije tukaj ima, poceni je, gledajte, jaz jo iščem, jaz jo bom kupil, potem pa dobiš domov kitajsko sranje, ki ni vredno nič. Tu je pa zdaj to, kar je tudi Ivan govoril, ko si je vpet v neko zadevo, kjer ti lahko ukradajo podatke in pa na Facebooku seveda dosti označujejo. Recimo lepo piše, Joc Pečečnik prinaša finančno svobodo vsem Slovencem in seveda, kaj naredite? Kliknete, kdo si pa ne želi biti finančno svoboden, klikneš gor in potem te aplikacija vodi do tega, da te vpraša na Facebooku, če dovolite tej aplikaciji dostop do vašega Facebook profila. In vi kliknete ja in potem ima ta, ki stojim za tem, ta prevarant, dostop do podatkov vseh vaših prijateljev. In zato so potem tudi vsi vi in pa vsi ostali označeni v teh objavah. Ena druga objava taka je bila še tudi to, in to velikokrat klikajo ljudje, poglej si, kdo obiskuje tvoj Facebook profil. To ne funkcionira. In seveda ti klikneš, želiš vedeti, kdo je gledal tvoj Facebook profil, ker misliš, da je to res, in isti postopek kot prej, imajo tvoje podatke. Tako da je res zelo treba biti previden. To je pa en moj nakup, ki sem ga imel pred časom in pogledajte, tole sem kupil, v tej spletni strani sem nekako zaupal, vse je prav pisalo, imeli so celo kontakt in vse ostalo. Sva se pa z svakom, kaj pač je od sestra, od moje mož, hecala, če bi eno tako piknik tablico si kupila, oziroma tako mizico za stolčke za $10, pa $10 je bila poštnina, pa sem rekla, ajde, da vidimo, če mi dva to dobiva, bomo probala skirati. In desno je to, kar sem dobil, 10 kitajskih mask. Ker je bilo prek PayPala, sem želel priti do svojega denarja nazaj, sem se boril 2-3 dni s tem, ampak na koncu sem ugotovil, da bi moral pošiljko nazaj poslati na Kitajsko, ne tam na Nizozemsko, kjer sem dobil, ampak na Kitajsko, na to firmo, in poštnina bi prišla dosti več, kot je bilo vse skupaj vredno, in zato odnehaš. Seveda je bila spletna stran kmalu umaknjena tudi, ker so bili pritiski iz PayPala, pa so vseh potem enormni, ampak dejstvo, če pogledamo,
da te maske pridejo, ne vem, pri njih par centekov, pa ker kitajska vlada dejansko plačuje, da Kitajci razpošiljajo to pošto ven, dejansko to njih nič ne stane, ne? In gledajte, če 20 evrov ali pa $20 pri enem dobijo, pa če je to po celem svetu napizdijo, po domače povedano, milijon ljudi, ima nekdo $20 milijonov v žepu in kaj pa rabi več od življenja? Si predstavljate, da v par dnevih 20 milijonov nekoga zahaklate, greste nekam živeti in zadeva zaključena, ne? Tako da, teh zadev je ogromno. Ena izmed stvari, ki sem jo dobival, ko sem prodajal svoj avto, je tudi to, da so mi pisali razni vojaki, ki nimajo trenutno dostopa do Slovenije, pa da bi oni meni poslali 100 ali pa 200 evrov, kot da so resni kupec, in bi jim jaz poslal ta avto nekam na neko ladjo, pa nekaj takega, ne, in da bojo plačali, ko bodo prišli v naš kraj in tako dalje, ne. Mogoče še ena stvar, ki je nismo omenili, pa tudi Ivan verjetno pozna, so ti krediti. Ugodni krediti, ki jih dobite, ne, in vam pošljajo, da ni problem, dobite 1 milijon, 2 milijona kredita, ne, vi samo pošljite svoje podatke, to je že prvo, kar je narobe, če sploh podatke pošljemo, ne, ker imajo vse naše podatke. Drugo pa, kar je potem, ko ti oni pripravijo neko ponudbo, ne, da jim ti plačaš, ne vem, $300 ali pa $400, in da potem, ko boš ti to njim plačal, bojo oni tebi odobrili kredit in seveda boš ti dobil milijonček ali pa 2 milijončka na tvoj račun. Ampak pazi, ker sem jaz to dobil, ne, jaz sem rekel, ja, jaz pa res nujno rabim 2 milijončka, dajte mi vi to zrihtati, in sem jim to pošiljal, pa pisal, in potem oni meni napišajo, da moram 675 evrov nakazati na njihov račun. Sem rekel, poslušajte, gledajte, sploh ni nobenega problema, glede na to, da ste tako dobrosrčni, pa da boste mi res odobrili ta kredit, dajte vi kar si 5000 vzeti iz mojega računa v tistih 2 milijončkov stran, pa iz tistega si izplačajte ta moj denar, vi pa kar meni lepo nakažete 2 milijončka, ne. In seveda zadeva je bila takoj zaključena, ne, ker se niso naprej več oglašali, ne. Tako da, teh stvari je ogromno, ne. Ogromno. In jaz mislim, da je tudi bi bilo dobro, ne, da smo previdni, ne, komu sploh pošiljamo kakršnekoli podatke. Po drugi strani pa je treba biti tudi previden, ne, kaj si mi želimo, ne. Tako ti je Ivan rekel, ne, za nič dobiti nekaj ne bo šlo. Vedno je treba nekaj dati, ne, in bolj kot so poceni stvari, pa bolj kot se na veliko oglašujejo, ne, vedno, dosti bolj previdni je treba pri teh stvarih biti. Tako da to so neke izkušnje, ki jih imamo, seveda je tega ogromno še, ogromno več, danes bi lahko mogoče 3-4 ure o tem govorili, da bi prišli vse skozi, koliko teh stvari se mi je v teh letih zgodilo, pa so poskušali priti do nekih mojih podatkov, pa do denarja, pa ne vem česa vsega še, ne. Tako da, mogoče samo še za konec, recimo, ko smo govorili o plačilnih karticah, ko jih uporabljamo, ne, danes je že močna zaščita, tako da si dajte vklopiti mogoče dvojno avtentikacijo oziroma dvojno zaščito, tako da dobite neki SMS, da potrdite plačilo, ali pa da dobite, imate, ne vem, taki hranilnik ali nekaj takšnega, ali pa neko kodo, s katero vi potrdite, da ste res vi to plačilo izvedli, ne, tako da si zaščitite ta račun. Nimajo še sicer vse države tega, ne, Evropska unija je v zadnjem času dosti naredila na tem, na tej varnosti, ampak seveda je pa tudi odvisno od nas, da smo prisotni pri teh stvareh in da si probamo čim bolj sami te stvari olajšati, ne. Zdaj jaz upam, da bojo kmalu to našo ljubo državo odprli in bomo probala se z Ivanom tudi dogovoriti, da bi naredili res eno tako delavnico, kjer bi lahko prišli ljudje z svojimi računalniki, pa da bi jim lahko mogoče pomagali pa pokazali na računalnikih, kako si organizirati določene stvari, kako si neke elektronsko pošto v spam ali pa zbrisati, da sploh ne bi prihajala k vam pa te stvari, ne, ker fajn je imeti neke osnove v internetu, ne. Predlagam pa tudi vsem tistim, ki mogoče danes niste dobili dovolj informacij, kar se tiče praktičnih primerov, obstaja tudi spletna stran Varni na internetu, mislim da, kjer se da ogromno informacij tudi dobiti, katere prevare pa kako nepridipravi dejansko prežijo na nas, ne. Tako da ogromno tega imate tam napisanega in res bodite previdni, ker tako kot sem rekel, ne, bilo je že nekaj primerov oseb, ki so dejansko storile samomor, zato ker so veliko denarja
vložile v to, predvsem to ljubezensko razmerje nadaljavo, ki se je na koncu izkazalo, da sploh ne gre za nek, po mojem celo se je z robotom nekdo pogovarjal tam zadaj, ne, ker danes je vse že tej kaj že je, ne avtomatski inteligenci, kako se reče, umetna inteligenca, ki enostavno te spremlja. To ste lahko na Facebooku videli, dejansko vse vejo o vas, vse besede, ki jih uporabljate, vse. In avtomatsko vi gledate neko spletno stran, neko trgovino, nekaj in avtomatsko oni vam že ponujajo, kaj boste vi kupili. V glavnem, Big Brother nas gleda na vsakem trenutku, zato je toliko boljše treba biti pri tem previden. Tako da, jaz upam, da ste dobili nekaj informacij. Jaz vas lahko povabim najprej bom povedal na naše dogodke, ki jih imamo, sicer se nekateri z Ivanovim zdajle prekrivajo, ampak upam, da bomo v prihodnje našla nekak stvari, da se ne bomo prekrivala, da bomo se lahko udeleževali in njegovih in naših dogodkov. V glavnem preko našega kluba, torej Društva za finančno opismenjevanje in pa zdrav življenjski slog, izvajamo tudi razne webinarje o finančni pismenosti in pa o poslih, tako da jutri ob 19. uri imamo Zoom o enem izmed poslov prihodnosti, mogoče informacije, kaj bi lahko kako drugače delali, da si zaslužimo kak dodatni evrček. Potem pa 1.4. imamo eno tako zanimivo Zoom konferenco in sicer bom govoril malo o tem, ali se trenutno nahajamo v pandemiji, ali se nahajamo v plant, evropski znak, EMI, torej ali mislimo, da gre resnično za to, kar nam predstavljajo, ali gre pa v ozadju za nekaj večjega in jaz temu govorim za eno izmed največjih kraj denarja na svetu in sumim, da se bo največ denarja trenutno ukradlo ljudem preko kriptovalut. Sumim, ker nekaj ne štima tu odzadaj. Tako da bom probal nekaj stvari povezati, ker sem povezal tiste pikice, včasih smo v šoli imeli tiste uganke, ko si tiste številke povezoval, ne, in ko si povezal številke od 1 do 30, 40, ne, si dobil neko slikico in si jo potem pobarval, ne, ali bila to račka ali avtomobilček. In meni se je zdajle pokazala ena slika, ne, po vseh teh točkah in zato, če vas mogoče zanima, na spletni strani, kjer ste se prijavili za danes, www.bogatiočka.si/dogodki, lahko tudi prijavite na te dogodke. Ivan, ti pa tudi organiziraš nek dogodek jutri, oziroma ponavadi, kje te lahko najdejo še, kje dobijo še več informacij? Ja, zdaj je spletna stran bodivaren-in-zdrav.eu. Jutri pa imam Zoom dogodek oziroma malo predtavo o hvaležnosti. Zdaj pač, če koga zanima eno ali drugo, bo treba izbirati. Če ne bomo posneli, pa bomo potem si nekako prevajali. Posnetek tak bo, ja, ampak si pa v prednosti, ker prej dobiš informacije. Ok, v glavnem, Ivan, jaz se ti zahvaljujem, da si vzel danes čas in vse malo približal, ne, da ljudje vejo, da se te prevare dogajajo, ne, da se jih seveda raziskuje, ne, ampak da je res zelo težko priti do tega, ne. No, mogoče ena moja izkušnja še za konec. Včasih sem bil tak brez denarja in sem iskal hiter zaslužek, hitro varianto in so ponujali te stave, ne, da kao namještene utakmice, ne, zmenjene tekme za nogomet in ti oni dajo kak bo rezultat ali pa nekaj tajega in ti si mu ravno prek Western Uniona si mu plačal, ne, in potem ti je on poslal neko zadevo, ne, in ko je meni poslal tisto zadevo, ne, sem rekel, ok, adijo teh mojih 50 evrov, z tega ne bo nič, ker sem takoj videl, kakšen rezultat mi je ponudil, pa za katere ekipe, ne, in sem rekel, to ni šans, da bi to šlo skozi, ne. Čeprav vem, da se določene tekme zmenijo, ne, klubi med sabo, pa to, da se to dela, to je definitivno, ampak ko sem tole videl, pa sem vedel, da ne gre skozi, sem pozabil teh 50 evrov, sem rekel, onemu sem sam napisal na Facebooku, ne, da ko bo šel spat, se ne obrne, pa bo svojo senco videl, pa se bo vstrašil, kaj ga jaz čakam. Tako da, drugo pa ne moreš nič narediti, ne, tako da ogromno možnosti, da vam spipajo kak evro je, ne. In
Najslabše, kar je, da ste tiho in drugim ljudem ne poveste, da se vam je to zgodilo, ker mogoče je vaš kolega, sosed, partner ali nekdo tisti, ki bo jutri nasrkal. Glejte, nema veze, če ste se zmotili, ste naredili napako, boljše povedati pa preprečiti še nadaljne te stvari, kot pa da še določeni drugi ljudje trpijo glede tega. Vse, če gre za kakšne take intimne zadeve, pa to, pa vse idete na policijo, pa to prijavite tako, da se pač ne razve na veliki oglasni deski, ne? Ampak vse se da to tudi, mislim, da na osebnem nivoju to zadevo reši, ne? Tako da, Ivan, hvala lepa, hvala, da si bil z nami. Jaz upam, da se še kdaj vidimo, da se srečamo drugič na kakšni drugi zadevi. Če pa koga seveda zanima, kakšna izmed Ivanovih knjig. Prva knjiga, Osebna zgodba policista, je knjiga, ki jo je napisal po lastni izkušnji, ko še je bil v policiji, ko je imel težave v družini, z alkoholom, z partnerko, z tega, da je prišlo zelo daleč, da je dejansko že želel tudi sam narediti tisto najhujšo zadevo, pa je potem našel pot iz tega. Pol je pa še zanimiva knjigica, Stres odjebi, ne, tak lepi naslov je, ne. No, mogoče pa res je včasih najbolj preprosto reči, ajde, odjebi, pa me ne več jebi, ne. Preprosto, ne, včasih predolgo nekaj zadržujemo v sebi, neke stvari, pa to me boli, pa ono me boli, pa joj, pa on je to rekel, pa to nam vse stres povzroča, ne. Včasih je treba enostavno reči odjebi, pa zadevo dejansko spraviš ven iz sebe, pa je to, ne, kot pa držati v sebi. Tako da, če vas zanima, knjige lahko naročite pri njem, lahko vam jih tudi jaz zrihtam, če rabite, v glavnem spremljajte ga, ker Ivan je veliko stvari v zadnjem času, kar ga jaz poznam, naredil na sebi, na osebni rasti in pa na vsem ostalem, ne. In res še enkrat moram res dati tisto, bi rekel, če dam zdaj kapo gor, ne, kapo gor, najprej, da se dam kapo gor, pa je potem dam dol glede tega, kar je naredil. Res, nimajo vsi jajca za to, ne, da enostavno toliko let ali pa po tolikih letih službovanja v policiji, ko bi lahko tisto polno penzijo začel uživati, pa nekaj tega reče, glej, jaz se tega več ne grem, ker imam pun k tega zajebavanja ljudi, ne. Tako da, lep večer vam želim, hvala, da ste bili z nami. Monika, Tatjana, pa če želite, še lahko malce ostaneta na Zoomu, da se še nekaj pogovorimo. Ivan, hvala ti lepa. Ok, hvala. Ajde, uživaj, se vidimo. Čau, čau.